Tako, naj se prvo predstavim, sem Janez Skubic, prihajam iz Zasavja in sem zdaj zadnja 3 oziroma 4 leta vodnik agencije Oskar. Tudi izobraževal sem se v tej smeri, študiral sem turistiko v Portorožu, potem sem kar nekaj let delal po hotelih po Ljubljani, potem je pa enkrat nekaj kliklo, da mogoče pa hotelska kariera ni zame. Tako, da sem po nekakšnih ovinkih prišel v turistično vodenje. Prvo sem vodil turiste po Ljubljani, Sloveniji, to so angleško govoreči turiste. Po nekako sem se pa že s slovenskimi gosti začel spogledovati. Tako da je zanimivo, da sem leta 19. decembra sem dal odpoved, če se spomnite letnic korone, v hotelu. Takrat sem šel potem na Oskarjevo šolo in naj bi zaštartali spomladi. No, po Oskarjevi šoli vodniški smo šli v Turčijo, se še zdaj dobro spomnim. To je taka uvajalna tura, ko jo imamo vsi Oskarjevi vodniki. In smo šli po 5 dneh te ture domov, ker je prišla korona. Tako da se je moj vodniški svet na hitro podrl, ampak smo preživeli. Od takrat sem pa tako res kar zelo aktivno na poti. Oskar me nagajivo pošilja po celem svetu, jaz sem mu zelo hvaležen, tako da ga bom dodobra poznal. Tudi ena izmed dežel, ki sem bil prvič, letošnjega marca, tale Japonska. Agencijo Oskar poznate, ste vsi potniki agencije Oskar? Ja? Dober večer, dober dan. Agencija Oskar ima svoja potovanja razdelana po nekakšnih stopnjah. To so potovalne stopnje in če jih na kratko predstavim. Začne se pri počitnicah, to je recimo potovalna stopnja 1. To so zelo sproščena potovanja, običajno kakšne tropske destinacije, kjer je zraven morje. Običajno smo v enem hotelu in delamo izlete. In te izlete delamo na tak način, da potniki si lahko sami odločijo, ali bojo šli na izlet, ali ne bojo šli, ali bojo za sebe čas preživljali. Take počitnice imamo, to recimo so Bali, Maldivi, Sejšeli, Sinaj in še kar nekaj se jih je zdaj nabralo. Potem druga Oskarjeva potovalna stopnja so klasična potovanja, recimo to so potovanja, kjer so malo krajša, in v teh potovanjih se zelo na hitro oziroma zelo gosto vidi stvari, se pravi stabilni hoteli, turistične stvari dežele vidiš. Recimo eno izmed takih potovanj je klasični Maroko. V 8 dneh vidiš praktično cel Maroko, ko prideš domov, še sam ne dojameš, kaj vse si videl, moraš si dobro zapisovati, kaj vse se dogaja, da lahko pa to osvežiš. No, potem so pa naslednje stopnje, to je stopnja 3, ki se že spogleduje z mogoče malo bolj avanturizmom, tako da potem pa pridemo do stopnje Oskar plus, o katerem bomo pa danes govorili. To je pa recimo potovanje barvita Japonska. Zakaj dobijo potovanje oznako plus? Mogoče so včasih bolj fizično naporna, ali mogoče so kdaj daljne dežele, da standard je bolj tretjosvetovni, ne prvosvetovni. No, Japonska je dobila to oznako plus, ker je od ostalih potovanj kar drugačno. Kaj je dela najbolj drugačno, je to, da ogromno potujemo z vlakom, se pravi Shinkanseni, in ogromno potujemo z javnim prometom. Recimo samo eden izlet je tak, da smo z avtobusom. Zanimivo je to, da jaz veliko vodim tudi tale pohodniška potovanja in na koncu naredimo kalkulacijo, koliko smo prehodili, in se lahko ta pohodniška potovanja lahko z eno Japonsko primerjajo. Se pravi, Japonske je tam 11-12 dni
in smo se na marčevski turi približali kar skoraj 100 kilometrov v celem tednu. Tako da smo se kar nahodili. Kaj je še specifika Japonske? Potniki so rekli, nujno bi rabili SIM kartice in podatke. Tako da, če se boste odločili za to potovanje, je res super imeti podatke na telefonu, se pravi, da imaš dostop do interneta. Zakaj? Zaradi tega, ker tam je vse v grabljicah in potem vas bo vodnik naučil, grabljice pač, to je sinonim za njihovo pisavo, kanji, katakano, vas vodnik tekom potovanja nauči, kako se moderne aplikacije na telefonu uporablja, da si lahko samo s telefonom kamero žgete in vam telefon prevaja vse te grabljice v slovenski jezik. Tako smo, tekom potovanja so vsi potniki to na koncu osvojili. Pa še ena stvar je tako, da je super imeti podatke, ker kolikor bi se izgubili, imate hitrejši dostop do vodnika in do ostalih sopotnikov. Jaz bi vam rad zdaj ta prvo na zemljevidu pokazal, kje naša pot po Japonski poteka. Potem bomo šli pa to po dnevih razdelati. Če imate pa že vmes kakšno vprašanje, pa me kamot lahko prekinete in vprašate. Mi našo pot začnemo v prestolnici Tokio. Se pravi, običajno priletimo na letališče Haneda, ko je mičken ven iz Tokija, in potem preživimo naslednji dan v Tokiju, ga celega raziščemo in imamo prvo nočitev tudi tam. In naslednji dan je pa izlet v nacionalni park Hakone, ki je tako malo nižje, ki se zelo slabo vidi, piše Fujisan. Se pravi, gremo pogledat, ta vrhunec dneva je sama gora Fuji, in pa res lepa plovba po jezeru Ashi. Se pravi, to je avtobusni izlet, ki ga delamo, in zvečer se vrnemo v Tokio. Takrat pa po večini z avtobusi nekako zaključimo. No, imamo spet nočitev v Tokiu, potem pa že naš prvi Shinkansen, ki nas popelje iz Tokija preko Nagana v Toyamo. V Toyami pa spet dobimo avtobus in se povzpnemo v tako imenovane Japonske Alpe. Tam je ena prelepa vasica Shirakawa-go, ki slovi po takih strmih strehah, zelo je res alpskih predih, krite so seveda z riževo slamo. Si ogledamo to prelepo vasico in tisto noč v bližini Takayame nočimo v Ryokanu. To je pa nek poseben japonski hotel, se pravi totalno tradicionalen, noter so futoni, tatami, se pravi vse tradicionalno japonsko. In v tem hotelu imamo tudi seveda tradicionalno japonsko večerjo. No, naslednji dan imamo pa še ogled Takayame. To je taka mala vasica, ki zdaj v zadnjih letih slovi predvsem po velikem številu onsenu, se pravi, to so nekakšni japonski spaji in pa teh varilnicev žganja oziroma sakeja. No, in naslednji dan se preko Nagoje, to je tako industrijsko mesto, odpeljemo spet Shinkanseni do Kjota. In naslednje 3 noči smo v Kjotu, raziščemo samo mesto, en dan, takoj naslednji dan, se odpeljemo v Naro. Nara je, lahko bi rekli, nekakšna prva prestolnica Japonske. In potem po Kjotu nadaljujemo pot v Osako. In imamo 2 noči v Osaki in potem naša najjužna točka je pa iz Osake dnevni izlet v Hirošimo, kjer si pogledamo muzej atomske bombe in se odpeljemo še z ladjico do enega lepega otočka, kjer stoji eden najbolj znanih japonskih templjev. In potem po Osaki se vrnemo
s Shinkansenom, nekje 3 ure vožnje, spet na letališče v Tokio in poletimo proti Sloveniji. Tako, to je zdaj na zemljevidu. Jaz bom zdaj diaprojekcijo vžgal. Tako, jaz bi vam rad zdaj po dnevih predstavil sam program oziroma kaj smo doživeli v mestih, potem bomo šli pa, če boste imeli še kakšna vprašanja, še čez diaprojekcijo, da vam še slikce opišem. Tako, ja, naše potovanje začnemo v Tokiu. Jaz moram prvo povedati, da jaz nikoli nisem bil nek fan japonske kulture, ker sem imel ogromno sošolk, ko so bile totalno mahnjene na mange. A mange poznate? To so japonski stripi, ki so praktično obnoreli najstnike po celem svetu. Se pravi, moje generacije in še mlajše generacije se popolnoma zaljubljajo v japonsko kulturo teh mang. Mange so strip knjige, potem animeji so pa posebne risanke, ki jim je dom Japonska. In to so se res cele generacije ljudi zaljubile v to in jaz sem pa to vedno stran odrival, tako da sem tudi japonsko odrival. No, dokler se mi pač sama Japonska ni zgodila in ko sem jo videl, sem bil seveda navdušen, ker kaj je tam, tako kot sem prej rekel, na Japonskem dobi ta nemški Ordnung und Disziplin popolnoma čist drug pomen. Ko vidiš Tokio, ki je največje mesto na svetu, se pravi v tej dolini, bom pa se vrnil na zemljevid, v dolini Kanto je mesto z 73 milijoni prebivalcev. Tokio dejansko nima nekega središčnega dela, da bi se vse poti zgrinjale noter v sam Tokio, ampak ima ogromno nekih križišč, nekih centrov, da se vse ta množica dejansko porazgobi. Samo gnečo doživiš ob teh rukarjih na kakšni od metro postaj. Recimo, lahko vam tako podatek povem, na Tokio Station, to je ena izmed postaj, ni največja, se dnevno preteče 2,5 milijona ljudi. Se pravi, za eno Slovenijo ljudi gre čez tisto postajo vsak dan. Potem so pa še večje postaje. Ampak ko si v Tokiu, dejansko ne čutiš toliko, mogoče tukaj še ni bilo, ok, zdaj šlo. Ne čutiš nikjer te blazne gneče, tako da smo mi imeli res en tak, sicer zelo dolg sprehod po Tokiu, veliko smo uporabljali tudi metroja, ampak te dejansko mesto navduši. Kaj si v Tokiu pogledamo? Se pravi, to je recimo tempelj Senzoji, potem eden izmed vrhuncev Tokija je še stolp, zdaj ga bo pokazal, Tokio Skytree. Tokio Skytree je danes velja za drugi najvišji, ne bom rekel zgradbo, drugi najvišji objekt na svetu. Vrh antene ima 634 metrov. Prvi je Burj Khalifa v Dubaju. Je pa drugi najvišji objekt, ker imajo dve različne stopnje so. Ali je to stolpnica, ali je pa to stolp, tako kakor je ta. Ja, in to zdaj vidite večerni razgled. Najboljše na Tokio Skytree, ko je še dan, v bistvu tik pred sončnim zahodom, da vidiš obe slike samega Tokija, se pravi po dnevi in po noči. Se pravi, kamorkoli pogledate, je samo mesto. Na Japonskem, tako kot recimo torej Hachiko, bom povedal še to zgodbico, na Japonskem je tako, da je velik poudarek na japonskih vrtovih, tako da v vsakem mestu obiščemo kak lep, poseben japonski vrt. Eden izmed, to bo pa vaša vodnica, najverjetneje, če boste šli
na japonsko, to je pa vodnica Lucija. Ja. Tako, še ena izmed takih točk, ki jo obiščemo v samem Tokiu, je Šibuja. To je spet en predel, ki ga najbolj lahko primerjamo z kakšnim centrom Londona, vse je v lučeh. Na Šibuji je zelo en znan prehod za pešce, kjer ga vsake 20 sekund, ko se prižge zelena luč, preči 1500 ljudi. In ta prehod je postal nekakšna znamenitost mesta, tako da si ga gremo pogledat. Tam pa tudi najdemo tale kip kužka Hačike. To je pa res zelo prikupna zgodba, na koncu tudi še kar žalostna. Hačiko je bil kuža, ki ga je posvojil eden izmed profesorjev. Zgodba se dogaja na začetku 20. stoletja. In ta profesor je vsak dan šel v svojo službo, v svojo šolo in Hačiko ga je spremljal vse do te Šibuja postaje. Nekega dne se profesor ni več vrnil, ker je umrl, ampak Hačiko ga je še vedno čakal. Ta zgodba se je zelo hitro razvedla po Tokiu in Tokijčani so začeli Hačiko nekako častiti to njegovo zvestobo, da še vedno čaka svojega lastnika in so ga začeli hraniti, se pravi in negovati tam na Šibuji. Tudi Hačiko je zelo kmalu zatem tudi sam poginil in kaj se je zgodilo, postal je nekak nacionalni heroj, tako da je po celi Japonski je kar nekaj kipov, tudi samega Hačika so seveda nagačali in ga dali Japonci v muzej. Tako da, a je že kdo poznal zgodbo o Hačiku? Ja, film. Aha, film je tudi, ja. Jaz ga nisem uspel še videti, ampak je tudi film. Tako, ja, taka srce parajoča zgodba. No, to je pa zdaj ta Šibuja crossing oziroma križišče Šibuja, čez katero se vsake 20 minut ali vsako zeleno luč zlije ta množica ljudi. Ja, tako, tole recimo Takešita Street. Takešita, to je pa spet ena taka posebna ulica. Sama japonska kultura, prej sem omenil te animeje, potem stripe. Na Japonskem imajo en poseben izraz, ki se imenuje, punčke ga zakričijo kawaii. Kawaii, to pomeni cute, to pomeni prikupno, nekaj ljubkega. Se pravi, vsi Japonci od od mladih do starih so mahnjeni na nekaj, da mora biti cute, da mora biti plišasto, da mora biti prikupnih barv. In vsa ta kultura se imenuje kawaii. In veliko je predelov Tokija, ki slovijo po neki stvari. Recimo, en predel Tokija prodaja samo te mange, te stripe, drug predel Tokija ima recimo, to je bil ta cesta, ki smo jo videli, ima vse bare, vsi bari imajo nekakšno tematiko. To pomeni, da bo v barih stregle mlade deklice v kostumih, kakor jih imajo nekakšne balerine, oziroma lahko bi bili kostumi, kot so jih imeli včasih kakšna angleška čistilka ali pa gospodinja. Ampak to nima seksualne konotacije. Niso punce zato tam, da se ogleja, ampak zato, da so ljubke in prikupne. In tudi jedi v samih teh restavracijah so ljubke in prikupne. So mini krofi, mini piškotki. Skoraj vse jedi na Japonskem, kar se te kawaii kulture tiče, imajo oči in nosek. Skratka, to je in na Japonskem. Potem še ena zelo običajna stvar, oziroma neobičajna za nas, so klubi, v katerih plešejo vsak dan, imenujejo se fangirls. To so nekakšne glasbene skupine deklet, ki imajo skoraj vsak dan v posebnem klubu nastop. In kdo hodi na te nastope?
Na te nastope hodijo spet Japonci od starih do mladih, predvsem moški. Klubi se odprejo takoj, ko je konec službe, da grejo moški še v ta klub, da se tam sprostijo, vsak ima svojo najljubšo deklico tam na odru. To 1 uro traja šov in potem grejo domov. To je mogoče za nas se sliši malo bizarno, ampak japonska kultura je v zadnjih letih prišla do tega, da Japonci, vsi vemo, da oni preveč delajo, so odtujeni drug od drugega, so postali zelo veliki individualisti in najhitreje se na tak način sprostijo, da grejo en tak klub in potem domov spat in potem naslednji dan je nov dan. Na Japonce se tako na mlade kot na stare se izvaja zelo velik pritisk po uspehu. In sami neuspeh jemljejo zelo osebno. Tako da ena izmed velikih japonskih tragedij je tudi recimo to, da imajo veliko stopnjo samomorov. Prav zaradi teh pritiskov. To so recimo v Aziji je kar nekaj takih kultur, ko ogromno pritiska na uspeh otrokov ali po službi. To se dogaja tudi v Indiji. Tam Indijci imajo tudi blazno zahtevne starše. Tako na Japonskem, jaz veliko delam s Filipinci, tako da tudi filipinski starši, ki rečemo, ja, tudi naši otroci morajo biti uspešni. Tako, pojdimo še kak dan naprej. No, naslednji dan po Tokiju gremo pa v nacionalni park Hakone. To je avtobusni izlet in ja, highlight oziroma vrhunec tega dneva je pa, da vidimo goro Fuji. Jaz sem vam povedal, sem bil zdaj na Japonskem prvič. Prvi del poti sem vodil oziroma prisostvoval s kolegico Lucijo. In sem imel srečo, da sem goro Fuji, 3500 metrov ima, videl dvakrat in dvakrat brez oblaka, tako da se bo spet tukajle na slikah pokazala. In to smo bili res kar zelo vsi srečni. Sicer je pa to, ja, cirka 1 uro vožnje iz Tokija. Mi smo imeli malo nesreče zaradi tega, ker so bila neka dela na cesti, tako da smo kar nekaj cajta stali v avtobusu, ampak potem nagrada, ta Fuji je bila pa res lepa. Dejansko se na naši poti ne približamo oziroma ne gremo na pobočje gore, ampak se približamo oziroma povzpnemo z gondolo na vulkan. To je en tak ogromen vulkan s premerom več kilometrov, ki se imenuje Hakone. In iz tega Hakoneja potem vidimo to silueto Fujija. Potem se iz vulkana spustimo v vulkanski krater, to je res orang vulkan, spet naprej z gondolo in imamo res lepo panoramsko vožnjo na jezeru Hajaši. Tam imamo kosil, naredimo en res lep sprehod, spet med japonskimi vrtovi. Značilnost japonskih vrtov je, da jih res non-stop negujejo. Se pravi, tam 2 rastline, ki jih skozi videvamo, so javor, borovci, seveda češnje, kamelije, en cvetek kamelije se tukajle gor predvaja. Ja, in največ truda Japonci vložijo ne v češnje, češnje pstijo primer, enkrat na let cvetijo in so zadovoljni. Največ truda vložijo v borovčke. Se boste enega izmed tistih videli, tisti, ki se predvaja, mislim, da je okoli cirka 500 let star in 500 let ga že japonski vrtnarji režejo in izoblikujejo. Tako da res so lepo negovani in takoj, ko pride človek v tisti japonski vrt, je kot na pol že v raju. No, in potem zvečer, popoldne imamo povratek v Tokio. Takrat je bolj ali manj prosto. Običajno gostje, ki grejo na Japonsko, imajo tudi neke svoje želje. Tako da v ves tisti prosti čas hočem oziroma si želimo, da si še kako željo izpolnijo. Tako da recimo
zdajšnji tur. Na Japonskem je borza rib zelo znana in včasih je bilo to tako, da je ta borza rib v Tokiu potekala zelo bolj javno oziroma je zadeva že turistična ratala, ampak zdaj so to ukinili, no. In mi smo imeli enega gospoda, ki si je pa to na vsak način želel videti. In se je vse lepo poklopilo, ker borza rib se pa dogaja zjutraj, ko ladje pridejo v pristanišče, tako da sta z gospo lepo ob 5 zjutraj vstala, šla v pristanišče in si ogledala to borzo in nam res vse poslikala, kar konkreten material sta prinesla. Tako da, če imate še dodatne želje, se da tudi na tem potovanju, ko je sicer kar gosto, še kaj dodatno noter vtakniti. Tako, potem mi zapuščamo Tokio in odidemo v japonske Alpe. Japonskim Alpam so Nemci dali ime, ko so bili prvi raziskovalci tam. Tukaj je zdaj Fuji. Japonske Alpe, mi na tem potovanju smo imeli vremenskih razmer, se pravi od kratkih rokavov do kratkih hlač, pa do vrha zaprtih bund. Se pravi, tako da svetujemo čebulno oblačenje. Dejansko smo bili res v takem letnem času, se pravi marc, da res nisem vedel, kaj bo. V Tokiu je bilo tudi do 30 stopinj, medtem ko smo pa prišli v japonske Alpe, smo si to prelepo vasico Shirakawa-go pogledali. Jaz žal res nimam čisto nobene slike te Shirakawe-go, ampak tam je začel padati sneg in smo dobili snežno odejo 10 centimetrov, tako da smo bili zvečer v Ryokanu, v tem tradicionalnem hotelu, čisto blaženi, ker ta Ryokan ima pa zraven tudi onsen, tradicionalni spa, tako da smo bili v res lepi zimski idili v tem tradicionalnem spaju. Tukaj se tudi zdaj predvaja tradicionalna večerja. Ne bojo. Se bom pa ustavil. V glavnem, tradicionalni japonski hotel je zelo poseben. Opremljen je z tradicionalnim pohištvom in tudi sami gosti se morajo tradicionalno obleči. Se pravi, tista slika, kakor sem jaz v smešnih oblačilih, v kimonu, je prav iz tega hotela. Se pravi, v tem hotelu dobimo tradicionalno obleko in gremo s tem na večerjo, tam nam postrežejo tradicionalno hrano, ko se tudi tukaj bo slej ko prej predvajala. In tradicionalna hrana je zelo tradicionalna. Kaj na Japonskem jejo? Tam največ smo pojedli ramena. Ramen je zelo ugodna juha, običajno obara, lahko rečem, ja. Običajno na svinjski osnovi, lahko je tudi na piščančji, ampak res prevladuje svinjina. Noter je zelenjava, rezanci in recimo en tak velika skleda ramena. Pivo na Japonskem stane, pa še predjed, če še kakšne ocvrte zavitke kupiš, stane tam okoli 9 evrov. Se pravi, osnovna hrana, taka za na žlico bi lahko po slovensko rekli, je blazno poceni. Zaradi te velike konkurence, potem je pa zdajle v zadnjih letih valuta jen zelo padel, tako da je Japonska nam postala precej bolj dostopna, kot nam je bila pa nekoč. Tako da jedli smo največ ramenov in tem ramenom podobnih juh, tudi suši se vam predvaja in pa ta tradicionalna večerja. Da jo malo opišem. To pa dobiš vse na enem takem pladnju, pa ogromno je takih majhnih skodelic in gor je ogromno nam tuje hrane. Jaz nisem ljubitelj morske hrane, jaz nisem ljubitelj gob, pa tudi paradižnika ne vem. Vse je bilo gor. No, to je zdaj kimono, tako sem mogel navečerjati. Tukaj se pa zdaj meni ta ljuba večerja predvaja. Takole, glejte, gobica, pa ribica. In nekateri okusi so bili zelo zanimivi, tukaj smo si mogli sami neko svinjino skuhati.
In ja, to je najbolj tradicionalno, kar dobiš. In v tem hotelu se ne šparajo oziroma se ne želijo prilagajati gostom, ker res želijo pokazati, kaj oni jejo. Tako da smo se sopotniki, blazno smo vsi uživali, ogromno je bilo smeha, ampak so pa to res tako tuji okusi nam in tuje kombinacije, da smo se kar vsi mogli fejst potruditi, da smo tam najdli nekaj dobrega, neužitenega. Res, ampak smo se imeli res lep večer. In prvo pa po večerji je bilo, Janez, a bo zajtrk tudi tradicionalen? Tako da tudi zajtrk je bil tradicionalen, ampak precej bolj nam po okusu. Tako, to se pa zdaj predvaja en lep zlati tempelj iz Kjota, tako da in te borovci. Aha, sakure še nisem omenil. Sakuro poznate? Cvetenje češenj. Ja, kdaj sem bil? Mi smo bili tik pred cvetenjem češenj. Kaj pol, tako da sem imel velik pritisk od potnikov, da le bomo videli te češnje. Tako da češnja je tam pa tam, katera zacvetela. Če je bil sončno pobočje, smo imeli srečo in nekaj smo jih videli, ampak glavnina je prihajala pol v naslednjih tednih. Tako da, če zamudite, če ste na Japonskem prehmal, se morate zadovoljiti z slivami, ki jih je tudi ogromno, pa tudi lepo cvetijo. Ti se bil pa nek posebna breskev, ko je rozasto cvetela. Tako da tudi v našem času je ogromno dreves cvetelo, ampak češenj pa še ni bilo. Tako da ja, ta norija na Japonskem po češnjih, po tej sakuri, tudi dvigne cene hotelov, restavracij, vse se dvigne, ker res dejansko cel svet, ki si želi videti to cvetenje, se takrat zgrne na Japonsko. Tako, zdaj pa en tale smešen video, klele se je že večkrat predvajal. A ste prepoznali, kaj je to? To je prva... Tako, ta prva stvar na Japonskem, ki se z njo poprimeš oziroma spoznaš, ko prideš v hotelsko sobo, je toto. Toto je znamka teh WC-jev in potem se usedeš in sprobavaš vse gumbke in potem te WC sam začne servisirati. Kaj je najbolj tega WC-ja je to, da kadarkoli se na njega usedeš, ima ogrevano školjko, se pravi, tam, kamor se usedeš, je ogrevano, vse ostalo je pa tako. Se moraš navaditi, ampak je zelo zanimiva izkušnja. Recimo hotelski, jaz tega sem v hotelu snemal, hotelski ni imel še ene dodatne tipke in če si šel pa na javni WC, recimo prav v tem parku je bil javni WC in je imel še dodatno tipko za zvok, da je WC začel peti oziroma nekakšen potoček se je slišal, da je preglasil neprijetne zvoke, ki mogoče lahko pridejo iz WC-ja. Tako da Japonci namislejo popolnoma na vse. Kot prvo se ogreješ na WC-ju, WC te sam očisti, ima dve tipke za čiščenje spredaj, pa čiščenje zadaj. Se pravi, ženske morajo v spredi in zadaj koristijo, moški samo v zadaj. Tako da je res to velika zabava. Že Japonska je tako, vse, kar vidiš, pa tudi, če ni turistična znamenitost, je za nas, ki smo tam prvič, blazno zanimivo in vse je turistična znamenitost. Tule vsake toliko cajta pride do tudi, da sem posnel gajbice in v teh gajbicah noter so konzerve, pa plastične flaše, pa steklene so še manjkale. In če tisti posnetek pa pogledajte pozorno, to je vse očiščeno. Se pravi, vsak večer pred restauracijo pripravijo recimo smeti in pripravijo čiste konzerve, čiste plastenke. Videli smo tudi prizor, kako je gospa iz steklenic
drgla v lavorju vode dol nalepke, da so dali čiste steklenice v reciklažo. Se pravi, zdaj se to predvaja. Se pravi, res, in ta ulica je recimo delovala tista zadnja ulica mesta in tudi ta zadnja ulica mesta je res blazno urejena, ker jim to res grozen velik pomen. Grozen velik pomen tudi, da si na ulici, da ne izstopaš, da ne, recimo, ni vljudno jesti na ulici. Tako da, če smo bili mi lačen, smo se neko en kot skrili, da smo šli po sendvič in smo v kakem parku pa nekem kotu pojedli hrano. Se pravi, oni ne želijo motiti drugih ljudi in tudi ne želijo biti moteni. Tako da jih čist šokira, če jaz, ko sem se malo po mestu zgubil, pa sem ta prvo rekel, bom do mladih pristopil, da mi bojo oni pomagali. In če pristopiš do mladih Japoncev, ta prvo čisti šok. Kaj? A res? Mene si nagovoril? In potem se sprijazne in potem so bili pa zmer fantastični odzivi. Običajno sem spraševal za smer in odzivi so bili taki, ker da te niso za roko prijeli in tudi če je bilo 800 metrov peljali tja, da so ti pokazali. Ker angleščina pa tudi ni njihov najboljši prijatelj. Se pravi, jezikovna ovira na Japonskem je kar močna. Tudi mladi niso